Spoštovani gostje, dragi romarji, lepo pozdravljeni na Marijinem celju. 16. avgusta 1925. se je v tej cerkvi trlo fantov in mož. Takratna glasila so pisala, da jih je bilo okrog 1000, ki so v organizaciji Prosvetne zveze iz Gorice priromali na duhovno obnovo. Člani prosvetnega društva iz Liga in krajani so jih gostoljubno sprejeli. Romarji pa so prisluhnili nagovorom duhovnikov. Na koru je prepeval zbor mladike iz Gorice, ki ga je vodil zborovodja Lojze Bratuš. Slovenska beseda in slovenska pesem sta tukaj odmevali z drugačnim zanosom in ponosom, kot smo danes navajeni. Njuna izraznost je bila podobna prepovedani ljubezni, goreča in obenem boleča. Bil je čas fašističnega zatiranja Slovencev, ki je v slovenskih duhovnikih, kulturnikih in številnih rodoljubih zbudil upor in odločitev braniti ter ohraniti slovensko besedo in slovensko življenje v tem prostoru. Iz hvaležnosti našim prednikom smo se Marija Celjani odločili, da pripravimo slovesnost ob 100. jubileju. Slovesnost smo posvetili Lojzetu Bratužu, zborovodji, skladatelju in zavednemu Slovencu, ki je ljubezen do slovenskega naroda in slovenske besede plačal z življenjem. Fantje in dekleta, sredi košnje in žetve smo. Dan za dnem posvečate delu in skrbi za telo. Kaj pa duša? Ko bo končana košnja in spravljena žetev, bo primeren čas, da zorjemo tudi nivo svoje duše, otrebimo iz nje plevel in usadimo novo setev, iz katere naj zraste notranji mir in sad dobrih del. S temi besedami so pred 100 leti vabili fante na romanje na Marijino celje, dekleta pa na Sveto goro. Te besede naj bodo povabilo tudi nam danes. Dovolimo, da v naše duše pride v tem popoldnevu dobro seme. Najprej v daritvi svete maše, ki jo bo vodil upokojeni škof monsenjor dr. Jurij Bizjak. Iz spominov na dogodek izpred 100 let ter na osebnost Lojzeta Bratuža in njegovih sodobnikov, ki nam jih bo obudil profesor Tomaž Sinčič. Iz pesmi, ki nam jih bodo zapeli člani moških zborov in skupin, ki danes simbolično predstavljajo 1000 fantov. Iz poezije Ljubke Šorle, žene Lojzeta Bratuža, ki jo bomo prisluhnili med posameznimi nastopi. Iz razstave o Lojzetu Bratužu in njegovemu bratu Jošku, ki sta jo pripravila gospa Ivanka Uršič in gospod Jure Gregorčič iz Pokrajinskega arhiva Nova Gorica in jo financira Ministrstvo za kulturo. Razstava je sicer prvi del razstave o družini Bratuž Šorli, ki bo na ogled v Katoliški knjigarni v Gorici v mesecu oktobru. In seveda iz druženja ob gostoljubnosti Marija Celjanov po zaključenem uradnem programu. Iz obilice dobrega semena, ki nam je na voljo v slovesnosti ob 100-letnici fantovskega romanja na Marijino celje, naj zraste v naših in vaših dušah mir in dobro. Amen.
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Ob današnjem svetoletnem romanju pozdravljam vas, gospod škof, dr. Jurij Bizjak, da ste se odzvali našemu povabilu, da ste tukaj z nami danes na Marjacelu. Pozdravljam vas vse, ki ste prišli na to spominsko slovesnost. Naš hvaležni pogled usmerjamo najprej v preteklost, predvsem k vsem, ki so prispevali, se žrtvovali, da se je v težkih časih fašističnega preganjanja oblikovala naša slovenska istovetnost, da so se ohranile naše korenine in izročilo naših staršev. Zato pa je naš pogled usmerjen tudi v prihodnost. Ali je to pogled neke vere, nekega zaupanja? Kaj sem osebno pripravljen narediti, tudi kot kristjan, da bo moj jutrišnji dan boljši in lepši? Ameriški nadškof Chaput je napisal knjigo z naslovom Dajte cesarju, kar je cesarjevega. Avtor pravi: če smo se opredelili, da smo katoličani, to moramo pokazati. Družbeno življenje potrebuje ljudi, ki ohranjajo vrednote katoliške vere in skupne človeške vrednote. Vrniti se je potrebno k krščanskim koreninam in iskati pristno duhovno razsežnost, ki edina lahko zadovolji človekovo iskanje sreče in smisla. Veren človek zagotovo stoji trdno v svojem življenju. Praznujemo slovesnost v spomin na Lojzeta Bratuža, Ljubko Šorli in mnoge druge narodne buditelje. Naj bo naša molitev in pesem dar, ki ga kot romarji upanja namenjamo za dobro nas vseh. To je tista pot, tista sled, ki je znamenje, kaj bomo kot pričevalci zapustili mi za naš čas in za naprej. Naj bo to duhovna popotnica, ko prosimo, naj Bog blagoslovi naš dragi slovenski dom in rod. Dragi brati in sestre, da bo naša daritev Gospodu ugajala, da bo naše sreče njemu prijetno in bodo naše prošnje lahko uslišane. Na začetku vsi iskreno odprijemo svoja srca Božji milosti in Božjemu usmiljenju. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v misli, beseda in dejanju, mnogo dobrega pustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite same Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu na višavah. Vsemogočni večni Bog, po tebi goreče hrepenijo človeška srca. V tem letu milosti se dobrotno ozri na svoje romarsko ljudstvo, da bo združeno s Kristusom skalo odrešenja, v veselju doseglo cilj svojega upanja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Ponižni je velik pred Bogom. Berilo iz Sirahove knjige. Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti. Potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen. Potem boš našel milost pri Gospodu. Zakaj silna je Gospodova moč, zato ga ponižni poveličujejo. Za naduteževo rano ni zdravila, v njej je namreč zakoreninjena zel hudobe. Srce pametnega pa bo premišljevalo modre izreke in uho poslušalca je želja modrega. Poslušali smo Božjo besedo.
Kristjani smo Bogu blizu. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, niste se približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku, temi, viharju, nedonenju trobente, ne glasu besed. Tisti, ki so ga poslušali, so prosili, naj ne bi bilo več treba poslušati besede. Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, angelom brez števila in občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki glasneje govori, kakor Abelova. Božja beseda. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. Govoril jim je: kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: daj prostor temu. Takrat se bo začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob ustajenju pravičnih. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi župnik Aleš in dragi bratje mašniki, mašni pomočniki, dragi domačini in vsi gosti iz Goriške in vse posod drugot, milost vam in mir. Želim vsem lepo današnje slavje in vam želim milost in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Vse presrčno pozdravljam in se veselim, da sem lahko danes z vami. Kakor je že omenil, a najprej že to. Povem, ker je danes obletnica enega romanja mož in fantov.
sem se spomnil, ko je prišel apostol Pavel v Atene, to je bilo takrat velika reč. In je na Aeropagu, to je bil center, tam je se vse dogajalo. In jih je nagovoril zelo lepo, ampak se mi zdi zanimiv njegov začetek. Je rekel tako: možje Atenci, vidim, da ste zelo pobožni. Tu velja danes tudi tukaj moja beseda vam, dragi možje in fantje, ki se tega obletnice danes spominjamo, vidim, da ste tudi vi, ma tudi vsi, tudi gospe, zelo pobožni. Lep pozdrav. Slavimo torej stoletnico romanja, Sveto goro, se zahvaljujemo za zgled vere in upanja in ljubezni, ki so nam ga zapustili. Spominjamo se Lojzeta Bratoža, smo slišali, in številnih drugih rodoljubov, ki so svoje moči in tudi svoje življenja darovali za blagor naroda in domovine, za krajevno in vesoljno cerkev. Gospod naj sprejme našo zahvalo za pričevalce in mučence, ki se jih spominjamo, in naj sprejme našo prošnjo in obljubo, da jim hočemo slediti in jih posnemati. Kakor je bilo romanje pred 100 leti v svetem letu, tako je tudi naše današnje romanje v svetem letu, kakor vsi vemo, ki nosi naslov Romarji upanja. Lep naslov. Obe besedi gesla sami od sebe nakazujeta in izražata vsebino, ki jo današnji svet tako zelo zanemarja in pogreša. Pozabljamo, da smo romarji na zemlji, pogosto, tudi če ne zmeraj, in nimamo tu stalnega bivališča. In pozabljamo, da potujemo proti večnemu življenju in večni domovini, ne kamorkoli, vedno. In tudi vsi trije odlomki jutrišnje nedelje nam predlagajo 3 spodbude za hitrejše in bolj učinkovito romanje upanja. Zelo preprosto, na kratko, vsakemu odlomku eno misel. Najprej prvo berilo. Piše modri Sidrah, smo slišali. Kolikor večji si, toliko bolj se ponižuj in boš našel milost pri Gospodu, zakaj velika je moč Gospodova in ponižni ga poveličujejo. Ne išči, kar je zate pretežko, in ne raziskuj, kaj presega tvoje moči. O tem premišljuj, kar ti je naročeno, skritih reči ne potrebuješ. Kako preproste stvari, vidite, pa kako težko je dostkrat biti zvest takšnim navodilom, takšnemu priporočilu, vidite. Kako nas zanese, tako zlahka in tako hitro, vidite. Kaj je to? Imamo en lep Salomonov pregovor, ki pravi, zelo lep, v knjigi pregovorov. Kraljem je v čast, če kaj odkrijejo. Gospodu pa je v čast, če kaj prikriva. Točno tako. In zato imamo pri Gospodu vedno posel, vedno delo, ker vedno še kaj prikriva. Ne? Tudi ko pridemo, ne vem kako daleč, še vedno je kaj, kar ne vemo in s čimer nas lahko razveseli. Kakor pravi Psalm 131, zelo lep, vsi ga poznate. Gospod, moje srce ni prevzetno, moje oči se ne povzdigujejo, ne pristopam k velikim delom, ne k takšnim, ki me presegajo. Kako preprosto, gledajte. In kako vsak lahko najde svoje zrno tukaj, kjer lahko umiri, zlasti to veste, umiri svoj korak. Drugo berilo, veličastno drugo berilo, primerjava 2 gora, strah pod goro Sinaj in blaginja na gori Sion. Se slišita obe podobno. Sinaj je na Sinajskem polotoku, tam so dobili zapovedi, tam so dobili table postave, 2 kamniti tabli za vse večne čase. Na gori Sion, ki se zelo podobno sliši, je prišel pa Sveti Duh. In tako imamo zdaj oboje. Imamo črko in imamo duha. In oboje je potrebno, vedno znova, veste. In ni tako preprosto vedno ločiti. Vsi spet čutimo, kdaj se ravnati po črki
in kdaj je treba malo duha zraven, ker črka, tudi Pavel piše, črka mori, duh oživlja. Ma eno brez drugo pa ne more biti, veste. Duh brez črke hitro skopni, veste, in se razblini. Če ni črk, ne vemo s čim imamo pravka in kaj bi bilo treba. Po drugi strani črka brez duha, pa seveda je črka brez duha in mori. Nebeška prestolnica Jeruzalem, Sion, tam so angeli nad angeli, skupnost prvorojencev zapisanih v nebesih, Bog, sodnik vseh, duhovi pravičnih, krik ropljenja in odpuščanja, toliko lepih reči o Jeruzalemu, Gospodova izvoljenka Jeruzalem. Vedno je ženskega spola, v originalu vedno ženskega spola. Gospod govori, prestolnici Jeruzalem, govori vsemu svojemu izvoljenem ljudstvu kot svoji izvoljeni. Kako lepo, koliko lepih besedil vam pride od sami na misel tako. Na drugi strani je Sinaj. Sinaj, kjer pa je prišla do izraza Gospodova strogost, bolj kot drugo. Tudi druge reči, tudi na Sinaju imamo polno lepih misli, zelo milih od Gospoda, ampak kakšne tudi hude. In med njimi njihovi razlagalci so v zvezi s Sinajem, dvemi tablami Božjih zapovedi, Mojzesom in vsem, kar se je tam dogajalo, bliski in romi in treskanje in vse hudo. Oni so pa še dodali, njihovi razlagalci so rekli, tam je Gospod dvignil goro Sinaj, jo je zgrabil in jo je dvignil, oni so doborili tam spodaj. Jo je dvignil gor in je rekel, dragi moji Izraelci, ali sprejmete postavo, ali pa bo tukaj vaš grob. Pa njih spustil, so hitro prekimali, da bodo sprejeli in poslušali. Tudi tu je vedno naše vprašanje. Vsak dan, toliko krat se ponovi, sprejmeš postavo ali ne sprejmeš. Jo narediš ali ne držiš in tako dalje. Koliko reži. To je v drugo bridu. In potem imamo evangelij, zelo vsakdanji, vidite, torej, ko govorimo o predlogih za naše romanje, vidimo, tu sta dve taki bolj, recimo, malo bolj znanstveni, recimo, pa malo bolj poduhovljeni. Medtem ko evangelij je pa zelo oprijemljiv, v mnogih pogledih. Kdor življenje rešuje, ga bo izgubil. Kdor pa izgublja, ga bo rešil. Življenjem je kakor s častmi. Dobro. Kdor časti išče, bežijo pred njim. Kdor beži pred njimi, ga iščejo. Kdor polni čašo, jo prazni. Kdor jo prazni, jo polni. Zakaj? Kakor lovilec vode strehe ob dežju. Kdor skrbi, da je lovilec vode prazen, vodo lovi. Kdor skrbi, da je lovilec vode vedno poln, se voda razliva. Uhaja čez, veste. To so take bistri, skoraj bi rekel, bistroumni nesmisli, ampak hitro zavahamo, v čem je stvar. In kaj je hotel Gospod povedati s takšnimi primerjavami? Življenje je vedno v pretoku. In ljubezen je vedno v pretoku, ali pa ne obstaja. Veste. Ljudje smo presežna bitja. In smo ljudje pravzaprav samo toliko, kolikor smo presežni, veste. Kolikor presegamo računico tega sveta, zelo preprosto povedano, veste. Kolikor gledaš čez obzorje, veste, vedno nas mika, kaj je za obzorjem, in imamo, Božja beseda nam stalno razlaga, kaj je za obzorjem, kaj je tam zad. In imam doskrat smisel, ti svetopisenski pisi, doskrat si jih predstavljam tako, da so stali z eno nogo na tej strani obzorja, z drugo nogo pa na drugi strani obzorja, pa so nam malo beležili, kaj se tam vidi. Ma kakšne dobre. Ni da ni, veste, presežna bitja. Presegaj vedno in vsak dan, stukati je, pride prilika, da moraš nekaj preseči, da bi rajš počepnil, bi rajš se ustavil, bi rajš se zmaknil, bi rajš preseži. V tem je človek. Tudi o praznikih ne praznimo doživeti, ne prazniki je slaba beseda, ampak jo imamo, ne moramo pomagati prazniki. Ne praznimo
velike noči Božiča in drugih reči in doživeti, ki se jih spominjamo, ampak praznimo sami sebe, da bi spominskimi doživeti napolnili svoje duše. Tako je, v tem vidim smisel besede praznik, nekaj praznega, nekaj če ne škoda. Imamo zdaj lepa papeža, papež Leon. Je Avguštinec, kakor veste, Avguštin iz Avguštincev. Sveti Avguštin piše, ošabnost je angele spremenila v hudiče, ponižnost pa ljudi spreminja v angele. To je tudi naša Božja beseda, nekaj podobnega. In piše Avguštin dalje, ni mi znano, na kakšen nerazumljiv način se dogaja, da kdor ljubi samega sebe in ne Boga, ne ljubi samega sebe. Kdor pa ljubi Boga in ne samega sebe, ljubi samega sebe. Evo, Avguštin jih je zložil takšnih, veste, v izpovedih jih imate. Ta je znal postaviti stvari na konec, veste, tako. In časih ne pride čisto skupaj, ma si lahko misliš, do tam moramo priti, pa bo padlo lepo skupaj, veste. Streha drži, če je na vrhu skupaj, drugače ne drži. Ne? Ljubezen do bližnjega vključuje tudi ljubezen do sebe. Ne? Tu se premalo poudarja. Prva ljubi Gospoda, druga ljubi svojega bližnjega, tretja kakor samega sebe. Vidite, tu malo posabljamo. Seveda sama sebe lahko zelo narobe ljubiš. Ne? To ni samo ljubje, mora biti ta prava ljubezen. Mora biti, veste. Je rekel en rabin, če jaz ne skrbim zase, se pravi, če se nimam rad, kdo bo skrbel zame, če jaz ne skrbim zase? In na drugi strani, če skrbim samo zase, za koga skrbim? Še par let pa bomo imamo vse skupaj, to so take lepe. In še ena Avguštinova, zelo taka, veste. Ljudje, piše Avguštin, in ljudje hodijo premišljavati vrhove gora, valovanje širnega morja, široke tokove veletokov, brezmejnost oceanov, kroženje sonca in zvest in lune, vse, pomišljaj. In hodijo mimo sebe brez občudovanja. Veste, škoda. Vsak človek je biser, veste, je bogastvo. Je dragocen še. In je dobro, da se tega spomnimo, veste. In da cenimo in spoštujemo najprej sami sebe. In potem je avtomatično pride tudi na druge, tako gledaš, vidite. Zelo preprosto, zelo lepo. Evo, končam z Avguštinom. Zdaj, ki imamo papeža Avguština, moramo malo se po njem zgledovati, moramo se upoštevati. Na koncu ene pridige sveti Avguštin, veliki sveti Avguštin, veste. Berite njihove izpovedi, pa vse druge. Izpovedi lahko vsak bere. Piše tako. Čutim, kako vaša srca z menoj vred kipijo kvišku. To, da meljivo telo teži dušo in zemeljsko bivališče, tlači mnogo mislečega duha. Odložil bom to knjigo in vi pojdete od tod vsak na svoje. Dobro nam je bilo pri skupni luči. Srčno smo se veselili, srčno radovali. Toda, če tudi se ločimo drug od drugega, od njega se nikar ne ločimo. Tako lepo, Avguštin, končal. Dragi brati in sestre, vsem voščim resnično lepo današnje slave, lepo jutrišnjo nedeljo, Gospodov dan in naj vas na vseh vaših potih resnično spremlja Božji blagoslov. Amen. Izpovejmo vero, verujem v enega Boga, Očeta vsega duša, stvarnika nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha Gospoda, ki ga življenje, izhaja iz očetega sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prorokih. In v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, na našem romanju skozi življenje potrebujemo Božje pomoči in njegove darov. Zbrani ob oltarni mizi na ta romarski shod prosimo nebeškega Očeta. Naj pastirji cerkve v slogi in povezanosti z Božjim ljudstvom širijo evangelijsko sporočilo ljubezni, ki bo poživilo upanje v srcih vseh ljudi. Prosimo, da usliši nas. Navdihuj z modrostjo in sočutjem državne voditelje, da si bodo prizadevali za mir in pravičnost v svetu ter dobrobit vsakega človeka. Prosimo, da usliši nas. Po zgledu in žrtvah naših prednikov naj se naučimo zvestobe do domovine, naroda in jezika ter spoštovanja do drugih. Prosimo, da usliši nas. Slovence, ki živijo izven meja naše domovine, opogumljajo prizadevanjih po ohranjanju slovenske besede in kulture. Prosimo, da usliši nas. Vsem, ki jim je zaupana vzgoja naše mladine, daj moči, poguma in pravilnih odločitev, da bodo mlade usmerjali k spoštovanju življenja in jim bodo pomoč na poti do odgovornih in poštenih državljanov. Prosimo, da usliši nas. Spomni se rajnih, ki so ohranjali slovensko besedo, življenje in krščansko vero v teh krajih. Za njihov trud in zvestobo jim podeli plačilo sreče v nebeški domovini. Prosimo, da usliši nas, nebeški Oče. Z nami si na poti življenja. Podpiraj in razsvetluj naš korak, da bomo nekoč srečno prispeli k Tebi, po Kristusu našem Gospodu. Tebi ga prinašamo srcem, da živiš in ostane kruh življenja v časti vekomaj. Hvala Bogu za presoljen, to vino. Tebi ga prinašamo srcem, da živiš in ostane jača.
Molite, brati in sestre, da Bog Samogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Usmiljeni Oče, sprejmi darove te družine, da bo s tvojo varno pomočjo ohranila prejete darove in dosegla večne po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodoben, je pravično, primerno in zveličavno, da se vedno posod zahvaljujemo, Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V tem času milosti zbiraš svoje otroke v eno samo družino, da bi razsvetljeni z besedo življenja, z veseljem proslavljali skrivnost tvojega križanega in ustalega sina. On je rešitev, ki jo vdano kličemo in pričakujemo. Vabi nas k svoji mizi, ozdravlja telesne in duhovne rane in preizkušanim podarja veselje. Za vse te darove tvoje dobrohotnosti se v živi veri prerajamo v trdnejše upanje in se z ljubeznijo odpiramo bratom in sestram pričakovanju odrešenikove vrnitve. Po njem z angeli in vsemi svetniki oznanjamo tvojo slavo in združeni z njimi vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojjo smrt poznanjamo, Gospod,
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti krov življenja in kelij zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom, škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Christus, Christusom in Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, slava, čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je učil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne obreži nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati, nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi umirjenje vode po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno s vami. Podajmo si roke in si voščimo Božjega miru. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo
in ozdravljena bo moja duša. Davor povabljenim na Jagnetovo gostijo.
Molimo. O Bog, hraniš nas s istim kruhom i nas podpira s istim upanjem. Okrepi nas svojom milostjo, da bomo eno telo in en duh v Kristusu in z njim ustali v večni slavi, kjer živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Gospod naj da sijati svoj obraz nad vami in naj vam bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.